Ja, v nadaljevanju se bomo spet družili s Slovensko ljudsko stranko. Z nami bo tokrat podpredsednik stranke Franc Rozman. V današnjih minutah, ki jih namenjamo Slovenski ljudski stranki, v studiu prav lepo pozdravljam gospoda Franca Rozmana, podpredsednika Slovenske ljudske stranke. Dober dan. Dober dan. Pomemben dan je danes, dan po prvih volitvah v samostojni Sloveniji. Se srečujeva, 25 let je včeraj minilo od prvih volitev. Danes je pa volilna skupščina Kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki. Ja, Kmečka zveza je najbrž najpomembnejša stanovska organizacija Slovenske ljudske stranke. Včasih seveda tudi pride do konflikta med samo stranko in zvezo in nasplošno nas ljudje imajo kot zagovornike kmetov. Mislim, da tudi smo, vendar je vseeno nam kmetje marsikdaj tudi zamerijo, da se nismo dovolj potegnili za njih. Je pa seveda stvar taka, da še vedno boljše, da smo se potegnili, kot pa nihče drug, ki se sploh ni. Pač dodana vrednost v kmetijstvu je seveda majhna, zato ni moderna, vendar je to, če smo čisto odkriti, ena izmed redkih zares realnih dodanih vrednosti. To se pravi, to je primaren sektor. Če ne bomo samooskrbni, bomo propadli. Se pa vedno bolj poudarja zadnje čase ne pomen lokalne samooskrbe. Zagotovo. Tudi se treba zavedati, da Slovenija v geografskem smislu seveda kmetijsko ni najbolj optimalna dežela. Ne zaradi živinoreje, mi nimamo nobenih šans proti Irski, ne zaradi poljedelstva. Vojvodina nas nese z lahkoto, ampak vseeno pa imamo lahko podobno kmetijstvo, kot ga ima na primer Avstrija. Kmetje imajo izredno veliko vlogo lahko pri ohranjanju naravne in kulturne krajine in seveda tudi pri res zdravih izdelkih. Zato bo pa tudi država morala za njih ustrezno poskrbeti. Pač kot majhna država smo izredno ranljivi, če ob vsakih nizkih cenah, ki jih lahko evropska država ponudi, mi preprosto uvozimo izdelke in ne poskrbimo za prodajo lastnih izdelkov. Tukaj bi se pa lahko zgledovali po Švici, kjer najprej poskrbijo, da se prodajo lastni izdelki, potem šele dovoli uvoz. Si boste v Slovenski ljudski stranki torej še naprej prizadevali za to, da poskrbite za kmeta, za kmečkega človeka, pa seveda tudi za ostale, ki so tako v vaš krog lahko rečemo. Vsekakor je to ena izmed prioritete. Sej v naš krog sodijo vse strukture prebivalstva, ampak lahko pa rečemo, da pač tiste sreden sloj na vseh področjih, ki denar dobi svojim delom. Zanima me, kako v Slovenski ljudski stranki gledate na dogajanje v zadnjem času, na izjavo, pravzaprav lahko rečemo, starosta slovenske krščanske demokracije, gospoda Ivana Omana, ki pravi, da na krščanski demokraciji ni prostora za dve stranki v slovenskem tem našem prostoru, ampak da bi se morala Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka združiti. Ja, zadnja izjava gospoda Omana nas je sicer zelo presenetila. Jaz mislim, da tukaj ni nobenega ozadja, ki ga tudi nekateri sicer iščejo. Pač Ivan Oman je starosta, njega ni treba učiti in izjavi tisto, kar trenutno misli, brez dlake na jeziku. Vsekakor menim, da je Slovenska ljudska stranka že znamka taka, da bi kvečemu lahko razmišljali, če je treba v stranki kaj spremeniti, da se nas zamenja, ne pa da se stranka recimo podredi, pa zgubi identiteta prve stranke v Sloveniji. In seveda ta izjava je bila po mojem dana tudi zaradi tega, ker nismo bili dovolj odločni, najbrž po njegovem nismo bili dovolj odločni v zvezi z družinskim zakonikom oziroma v zvezi z zakonom o spremembah zakonske zveze in družinskih razmerjih. Pri tem zakonu gre predvsem za vrednote. Vrednote so stvar srca, ne stvar pameti, zato razna preprečevanja velikokrat tudi ne pridejo poštev. Treba se pa zavedati, da je ena najbolj aktivnih članic za vrednote, take kot jih je star zakon določil, ki ni bil popolnoma nič protiustaven, Metka Zevnik, ki je naša članica. Da pa seveda smo tisto, kar je pa nas najbolj motilo, kar smo tudi poudarjali, je pa to, da se je ta zakon sprejemal po skrajšenem postopku, da se je po televiziji nekajkrat javno reklo, da ljudje niso dovolj seznanjeni, da nimajo dovolj znanja. To se pravi, če to na drug način povem, da predlagatelji zakona preprosto mislijo, da so ljudje morda prenaumni, da bi videli, da je treba iti z napredkom naprej, in to je za nas nevzdržno. Pač pri vrednotah je treba poslušati ljudstvo, in če bi prišlo do razprave, potem pa do sprejemanja zakona, kakršen bi že bil, mi
ne bi protestirali v nobenem primeru in zdaj, ko bo najbrž referendum, se je treba tudi zavedati, da za referendum zagotovo niso, za ceno, ki jo bo država plačala, zagotovo niso krivi pobudniki referenduma, ampak tisti, ki so vložili zakon po skrajšanem postopku in kršili Poslovnik Republike Slovenije. Slovenska ljudska stranka torej ostaja samostojna stranka, bo peljala naprej svojo pot, če lahko tako rečem, in si prizadevala čez 3 leta spet priti v parlament. Ja, jaz mislim, da so bili tudi ljudje izredno presenečeni, saj velikokrat nas kritizirajo, vendar so bili pa vselih takrat, ko nam ni uspelo za mečken delček odstotka priti v parlament, izredno presenečeni, da nam to ni uspelo in da naklonjenost stranki narašča in da se pač po mojem Slovenci zavedajo, da mora biti Slovenska ljudska stranka tudi del parlamenta. Že zaradi tradicije, pa tudi zaradi vrednot, ki jih zastopamo. Hvala lepa, gospod Franc Rozman. Hvala vam.